Dober dan, praznik. Nekaj minut zatem, ko bo midva v etru, bodo nažgal z vseh kanonov v počastitev praznika. Kje smo? Ja, 24 let potem, a ne? 24 let potem. Kje si bil ti 24 let pred tem? Jaz sem bil na... Misliš takrat, kaj je bila proslava? Ne, kaj je bila vojna. Ja, tukaj v Ljubljani, ne? Ja. Tukaj sem bil na položaju. Delal sem. Delal si časopis. Ja. Ja. In delal sem intervju, kdo je že bil ti Jovan Miško, ali kako je že bil tisti polkovnik, veš, za stike z javnostjo. Se spomnim, ja. Se spomnim, ko smo bila tam, sem šel noter v kasarno in takrat je slovenska teritorijalna jim izklopila vse, vodo, elektriko in se spomnim, kako smo tam sedela, je dal noge na mizo, veš, ja. in predlagal, da pijeva viski. Sem rekel, kaj če bi zraven še intervju naredila, veš, tisti. Glej, pustva zdaj nostalgijo, ne? Greva k analizi. Tako, zdaj, zdi se tako, ne, da neko idejo smo imeli, kam hočemo, ne, neko idejo smo imeli, da probamo postaviti neko lastno identiteto, ne, potem je pa izpadlo tako, ne, da peskovnik smo si postavili, zdaj pa ne vemo, ali bomo v ta peskovnik vodo nalili, pa da bo iz mivke ratov blat, ali bomo probali potičke delati, ali morda gradove, ne, kje bo sicer slej ko prej zob časa uničil, ne, ampak ne, okay, kako se temu okviru reče, ne, hočemo biti demokratična država, tržno gospodarstvo, hočemo v Evropo, ne, to so trije parametri, ki smo jih imeli postavljene, ne. Tako je, ja. Dej, izkazali se je tako, ne, vsaj ne 10 let nazaj, ne, da je ta okvir, ne, recimo, da ni napačen, ne, je pa premalo. Ampak od te točke, ne, ko smo ugotovili, da je ta okvir premal, pa tako po moji oceni prav zelo veliko se pa v resnici ni premaknilo. Ja, imaš prav, ne. Veš, jaz bi to ponazoril s tem, kar sem danes na 5. strani pač v mnenjih tudi malo zabeležil, za eno tako na videz banalno zgodbico, ki pove pa vse, ne. A veš, se pravi, sem nekdo, ki se vozi v službo. Ker se vodim v službo, moram tankrat gorivo, ne? In kot tankam gorivo toliko in tolikokrat na teden, se ustavljam na bencinskih črpalkah, ki so mi na razpolago. Na razpolago sta mi dve vrsti, pač pustimo zdaj reklamo, ne? Kdo to je, ne, se vemo. In potem mi vedno znova, kadar pridem plačati, ko sem na tanku gorijo, ponujajo čokoladice z vidno prijazni, z nasmehom na ustih in tako naprej. Jaz v očih vidim, da nekaj ni v redu, ne. Grem in raziskujem, in jih seveda vljudno prosim, neštetokrat, ne mi vendar nehajo ponujati čokoladice, a ne. In ne mislijo, da si ti inšpektor, ki preverja njihovo učinkovitost na delovnem mestu. In potem na neki točki ugotovim, ne, da in tudi tako se dam podučiti, ne pri njih, ampak drugje, ne, pri ljudeh, ki vedo, da jim pošiljajo anonimne inšpektorje in da imajo zelo nizke plače in potem jim oni odrejajo dodatke na plačo oziroma plačo potem, koliko ponujajo čokoladice, ne. In vsi vemo, zakaj gre v končni fazi, veš, oni so, se pravi, v bistvu nekdo jim je pričaral nasmeh na ustih, a ne? Ob tem se slabo počutijo oni, ob tem se slabo počutim jaz, ne? Ki nimam druge izbire, kot da sem v tej igri. In to je podoba te današnje Slovenije, ki namesto, da bi izvabila iz svojih državljanov nasmeh po naravi zadev, ne? Za poštenim delom, poštenim plačilom in podobne stvari, ne? V ozadju neka nasilna logika, nekega nasilnega biznisa, nekega nasilnega kapitalskega, veš, tisto, kar dejansko že kratki kurs VKBB predvidel v osebi junaka Anteja, ne, ki je v bistvu sin geje zemlje, ne, ki je izgubil življenje potem, ko ga je Herkul dvignil nebo in zadavil, ne, ko je imel pa stik za svojo materjo, to je zemljo pa lahko preživel. To se pravi, v časih, ko je Slovenija bila zavezana nacionalizmu, to so bili pa časi NOB revolucije, skratka, levičarske
zgodbe o materi zemlji in svetlih idealih tega, kar naj bi slovenski smisel bil, samobitnost proti sovražniku in tako naprej. In pa klerikalna oziroma takrat SLS-ovska varianta, od pomladi narodov naprej, da Bog, mati domovina, Bog še cesarstva, vendar vezano na nacionalno vprašanje, stik z zemljo, ne. In potem, ko smo pa šli udejanjati demokracijo, ko smo šli udejanjati samostojno državo, ko smo šli udejanjati moderno državo, to pa je država, ki je umetno dogovorjena in je evropska, ne, smo izgubili pa podlago nacionalizma, se je dvignilo nebo in nas je kapital zadušil, zadavil. Smo izgubili stik z nacionalizmom, z nacionalnimi. S tlemi, tako, ne, mislim, s tradicionalnimi tlemi, ne, ki so v bistvu bilo napačno. Govoriš o grudi. Govorimo o slovenski grudi, za katero rodni grudi. O materi. V tem je nekaj infantilnega, veš, v tem je nekaj, sprav, ko si ti odlepiš od matere, ne pomeni, da jo sovražiš, jo spoštuješ, ampak odrasteš. In država pomeni, da odrasteš. To se pravi, ne gre za to, da zanikaš mater, gre za to, da je mati pač mati, ti si pa odrasel subjekt, ki ustvarjaš družino, ki narediš nekaj, ne pa da si večno v naročju matere, to je pa infantilno in celo patološko, ne, če mene vprašaš. Ne. 24-letnica naše osamosvojitve kaže natanko na korak, ki smo ga že naredili in je zbledel, in na korak, ki ga še nismo naredili, pa bi ga morali. To je ta razkorak, ne, ki bode. Ne. Veš, in potem se odpirajo neke nacionalne fronte, neka nacionalna vprašanja, oziroma celo ideološka vprašanja. Ne. Tipičen primer je spor okrog Balantiča. Ne, knjižnice v Kamniku. Tako, knjižnice v Kamniku. Ne. In sem prav vesel, da ne rečem ponosen na pesnike in pesnice, ki so se postavile po robu v tej neki politični nameri, za katero celo verjamem, da je bolj oportunistična kot slabo namerna, ne, ali pa celo bolj nepremišljena kot premišljena. Ampak da se zdaj knjižnica ne bi smela imenovati po Francetu Balantiču, zato ker je bil domobranec. Ne. Bil pa Kamenčan. Ne? Seveda, pa ne samo to, on je izjemen pesnik. Ne. Jaz sem bil 13 let star, ko sem bral njegovo usne, rdečo usne, vezano malo knjižico v ognju groza plapolom. To si na šverc dobil. Na šverc, seveda. Ja. Ampak to je v zvezi z elementi, ki so... Z emigracijo, seveda. Iz Argentine sem to dobil, povedal. Ne? Ampak to je Tine Debeljak izdal. Ne? Ja. Ampak pazi, to je... Sovražno emigracijo si se pa je dašel pred 13. Ne, sem od tega na tone, te literature, pa še imam, ne, tako, grede, ne. Ampak, ja, ne. Ampak pazi, jaz sem to literaturo bral in ti rečem, ne, to gre za res subtilno literaturo. Gre za res, mislim, če je ta človek v vsej svoji pesniški nežnosti lahko izdajalec, ne, potem za jaz tudi ne. Veš, to je brezvezniška debata in sem ponosen na nek način, da so se zdaj pesnice, pesniki, razumeš, recimo Boris A. Novak je včeraj v pismih bralcev v Delu napisal briljantno. Izredno sem ponosen, da je moj oče eden prvih partizanov. Jaz sem za to, da knjižnica se imenuje France Balantič, pika, veš, tako. Ja. Prav tisti ostri res je naredil, prav umetniško dovršeno in to Boris A. Novak povedal tako, da se boljš ne da. In so se dejansko vsi, ki štejejo, ne, postavili na pozicijo, da je treba umetnost pustiti pri miru in dati svoje dostojanstvo, in to je podoba države. Ne zlorabljajte države. Ne. Sprav, oni so se vrgli v kožo, so se udeli v kožo Antigone, ki poskuša pred propadom reševati dva svoja lastna brata. Vsi skupaj so sinovi Ojdipa, ne, kako zanimivo, ne, pred lastnim propadom, zato ker se borita za prestol, ne, za prestol oblasti. Ne. Skratka, tako elementarno, vse, kar je nekoč bila že debata v 80-ih letih, ne, in v začetku 90-ih zamrla, postala pravzaprav to, kar je Boštjan Zupančič napisal v Sobotni prilogi, ena sama regresija. Ne. Mi smo zdaj v eni sami regresiji. Ne. Zato sem jaz tudi napisal včeraj, da v bistvu z temi vprašanji pričakujem 25. obletnico. Dajmo mi ob četrt stoletja, odkar smo se osamosvojili, vendar nekaj odgovor že, ne, na vprašanja, ki ostaja odprta. Ne. Se mi zdi to pravzaprav banalno in perverzno, da ne urežemo in dejansko mislim, zdaj sem pa vedno bolj prepričan, ne, da nas ne more, absolutno častim gospodarstvo in podjetniško pobudo, ki je bilo sposobno mimo politike samo sebe osamosvojiti, narediti internacionalni preboj. Se mi zdi super. Ampak trdim, da je našo suverenost v slovenski državi možno rešiti izključno in samo še čez kulturo, čez definicijo kulture, ne stare kulture, ki je bila v bistvu, a veš, uprega
neke ideologije, ki je bila pripravljena čez proračun vračati denar in ga kidati z gnojnimi vilami, ne? Ampak dejansko kulture, ki je utemeljena v teh vprašanjih, o katerih smo majhen prej govorili, o vprašanjih smrti in življenja, o vprašanjih ljubezni in sovraštva, o vprašanjih umora in katarze in tako naprej. Ne? In seveda vprašanjih umetnosti same po sebi. Se pravi, ki cilja v bistvu vsi ti miti grški, ne, tudi o Anteju in konec koncev o Ojdipu, Antigoni in tako naprej, to so univerzalni miti. Se pravi, mi moramo definirati svojo človečnost, potem je pa definirati na način, ki je lasten temu prostoru, temu se reče pa kultura. Ne. Sej kultura, diferencija, specifika neke splošne kulture je ravno v tem, da je regionalna, da v nekem okolju nastaja iz nekih dilem in to ni nacionalizem, to je razlika. Ne? Ker nacionalizem je neka pogubna ideologija, kulture pa nekaj, kar človeka dviguje v nebo. To je razlika. Ne? Ja, tako, ne, mi smo imeli neko močno kulturno sceno, ne, tam koncu 80-ih, ne, ki je bila tudi državotvorna. Ne? Ja, seveda. Okay, potem se je en del te, poenostavljeno kulturne elite preselil v politiko, en del se ni za to selitev odločil. En del je omagal. En del je omagal, en del je biološko zginil, ne? Ampak ne, tisto kar se je pa začel potem v 90-ih pa naprej izkazovati, ne, je pa to, da se začne javni prostor, ki ga zasedajo ljudje iz kulturne scene, se začne ožati, ne. Pa ne samo to, da se začne ožati, ne, ampak kapitalizem ga je povozil. Ne? Kapitalizem. Ja. Jaz mislim, da kapital povozil to sceno, ki je deloma celo upravičeno, ne, zaradi tega, ker je bilo ogromno tega samo sebi namenskosti ali pa slabe umetniško govorim, slabe prakse za visoke denarje, ki jih je proračun pokrival iz ideoloških razlogov. Ne. Ampak jaz se spomnim tistih časov, ko si bil ti že na radiju študent, jaz sem bil pa preprosto anonimen študent, ki je poslušal Buten skalo po radiju, radijsko igro. Ne. Kdo sem, kaj sem, ja, kam grem. No, to je bil lep primer, ne? Ja. Kako je ta zadeva bila lahko umetniško dovršena, hkrati angažirana, potem nastal tudi film, ne, ki je bil pred kratkim tudi predvajan na eni v televiziji, ne vem, ki je že, ne? Ampak tista, ne, mislim, to kjerkoli sem jaz bil v Ljubljani takrat, nisem smel zamuditi tiste ure, 7 zvečer, ko se je predvajala nadaljevanka Buten skala, jaz sem prišel odkodarkoli že in to poslušal s takimi ušesi. Ja. Mislim, da je bil na radiju študent. Ne. Ja, je Marko Drganc, ne, pred kratkim, ne, izpisal celoten tekst in ga opremil še z sličicami, ne, tako da je Buten skalo spremenil še v strip. Ne. Tako da imamo radijsko igro, film in strip. Ne. Ampak točno to izkazuje na koncu, avantgardni duh nečesa vznemirujočega, ki se na koncu konča pravzaprav v rigidnosti oblasti, ne, in v regresiji. Ne. To je poanta bila z vso duhovitostjo in po 24 letih v tej regresiji lahko rečemo samo en tak, kako rečem, mineralološki izraz, kalcinacija. In si lahko rečemo, mi rabimo to kulturo spraviti nazaj v življenje in dati neko vitalnost in v bistvu obnoviti tisto, kar v 80-ih dejansko je že bilo. Ne? In potem, okrog tega organizirati novo družbo, mislim, ker to so neki socialni odnosi, ki potem vsa razmerja zdefinirajo, ne, ampak zdaj smo pa v neki nori ideologiji, produktivnosti, ki na koncu zelo neproduktivna ali pa celo kontraproduktivna, ali celo storilnost zmanjšuje, namesto da bi jo zviševala, v imenu zviševanja produktivnosti ubije družbo in vse, mislim, to ni v redu, ne, dobro, ampak to je zdaj ta splošni družbeni del. Morajo se pa midva tudi priznati, da so politiki zamočili vse, kar se je zamočiti dal, ne, v tem času. Ne, mislim, da smo imeli. Ja, slovenski pesnik je malo drugače rekel. Kako je rekel? Zajebal vse, kar se je zajebati dalo. V redu. To je zelo dobro povedano, ampak ne bomo ponavljali na glas, čeprav je že rečeno, ampak recimo vzem pa tako, ko sem videl intervju delov, oziroma ko si raziskoval, pustvo za imena, ko si raziskoval, kako so nekateri programi nastajali, se je izkazalo, da so programi, ki so na začetku
bili potem posvojeni od Demosa, nastajali v alternativnih skupinah, ne, ki so danes nepoznane in neimenovane, oziroma vsaj nepriznane v tem smislu. Ne. In ko je ta stvar na koncu dobila formo države, a ne, ko smo dobili ustavo, ki je pravzaprav, če mene vprašaš, kopija nemške ustave, hvala Bogu, se je dobra, ne, bi si rekel, ne, da bi bilo zelo dobro te alternativne načine razmišljanja, ki so takrat vzpostavljale novo okolje, demokratično okolje, reanimirati, ne, ali pa kar na novo vzpostaviti, ali pa da bi se inkubirala, da bi se sama od sebe, da bi vzniknila, ne, in na novo predebatirati, veš, da te prvoborske scene, veš, tako kot so zdaj te veš, imaš prvoborce, ki si lastijo, da so državo naredili, v bistvu so pa samo privatizirali koncepte, ki sploh niso bili njihovi, ne. Da bi zdaj pa dejansko na novo premislili, kaj moderna država Slovenija sploh pomeni. In zato se mi zdelo tako produktivno zdaj v primeru Balantiča, ne, ko se je nekaj premaknilo, se je nekaj zgodilo. Ne. Pustimo zdaj, pesnik je pesnik, ne, a veš, a daj avtonomijo nečemu, kar si avtonomijo zasluži. Ne daje dimenzij okoliščinam, ki jih ne poznamo, ki so bile plod nekih zgodovinskih konstelacij, ki jih ne razume in tako naprej, in človeka obsoditi na nekaj, kar sploh ni mislil niti naredil. Ne. A veš, tako, ne. In to je nek optimizem, ki bi si ga jaz ne pustil vzeti. Meni je pa, kar je meni pri tej gesti, omenil si že Borisa A. Novaka, ne, Ja. Veno Taufer se je prav tako oglasil, ne, poslal kulturni redakciji naši pismo, mislim, da bo zdaj v naslednjih dneh tudi objavljeno. Ne. Tisto, kar je meni dobro, ne, je to, da reakcije v javni sferi, ki nastajajo, dajva reči, levo od centra, ne, niso predvidljive. Ne? In to mi je dobro. Niso ukalupljene. Ne? Reče Boris A. Novak, ne? Moj oče, eden prvih partizanov, pa še marsikaj dobrega je Ante Novak naredil. Ne? Njegova reakcija je pa taka, pač, da ima empatijo, sočutje do osebnosti, ki je bila na drugi strani. Kar ni pomembno, kar pomeni, da je bil pesnik izjemen, veš, literat izjemen in dejansko, lej, mene nekaj skrbi, čeprav se strinjam s tabo, ne, to se pravi, mi imamo zdaj neko bolano sliko, ki odraža neko bolano genezo spopada med levim in desnim, levico in desnico, ne. In neko patološko stanje na desnici, ki je vzpostavljeno mimo vseh kriterijev, to je pač druga tema, ki bi lahko vzpostavila, kako se je desnica v bistvu vzpostavila, desnica, ki to ni, ali pa ki to ne more biti, ne, in tako naprej, ne. Ampak osrednji lik te desnice vidno švohni, vidno slabi in je samo vprašanje časa, kdaj bodo to prepoznali tudi tisti, ki zdaj tega še ne vidijo, ne. Ampak to pa pomeni logično to, da bodo tisti, ki so na levici zdaj trpeli bom rekel, pod premočjo desnice v nekaterih nizkih metodah, ne, da bodo oni zdaj dvignili glave in poskušali prevzeti štafeto te metode. Ne. In to zna biti zelo neproduktivno, ne, ker to so vedno počeli, ker to, kar se na desnici zdaj dogaja, ni bilo nič drugega kot šola, ki je nastala na neki levici udbovskega tipa, bom rekel. Ne. In a veš, da bi se zdaj štafeta iz desne nazaj na levo preselila na enak način, ne, da mislim, da se moramo vsi ljudje, ki damo na nek duhovni razvoj, umiko in če hočeš na neko kulturo, politično in družbeno temo upret, če bi do tega prišlo. Se pa s tabo strinjam, ne, da je verjetno geneza pač tega ali pa nek samorazvoj na levici nekoliko bolj spodbuden kot na desnici. Ne. Oziroma upam, da je vsaj, če ne smo pa spet tam. Ne. Če ne smo morali pa spet vrniti v tista leta, kjer se bo treba spet nazadnje postaviti proti se bomo kmalu šli v penzion, pa še enega problema nismo rešili, to je grozen. Ampak praznik pa mava. 24. Ne? 24, ampak je ravno toliko vakuma pred 25, da v enem letu kliče po spremembah. Ne? Četrt stoletje je vendar neka okrogla številka. Reciva, da to, kar so danes izrekli, naj izveni kot naloga. A? Do 25. Ne imajo ljudje lepo praznik, ne? Ja, okay. Si potem nalogo prepustijo za naslednje dni. Prav.